Vrstico, ki ste jo napisali v nedavnem članku z naslovom Izrael nima druge izbire, kot da tvega odprt konflikt s Trumpom. In v tem članku pišete: vsakič, ko je Izrael kljuboval Beli hiši in šel v vojno, smo si prislužili spoštovanje Amerike. Vsakič, ko smo popustili pritisku in pokazali zadržanost, smo si prislužili prezir Amerike. In kasneje pravite, da mora Izrael pokazati, da ni ameriški vazal, niti njena 51. zvezna država, temveč suverena država z neomajno dolžnostjo braniti svoje ozemlje in svoje državljane. Na koncu, če nas zgodovina česa uči, nas bo Trump zaradi tega spoštoval. Kaj torej pomeni upreti se Beli hiši, napasti Iran brez ameriškega odobritve, zelene luči ali usklajevanja? Kaj, ko rečete upreti se ali tvegati odprt konflikt s Trumpom, kaj to pomeni? No, Ne vem, če bomo šli vso zgodovino skozi, ampak kar sem tam napisal, je dejansko res. Šli smo v vojno leta 1948, 1956, 1967. Proti željam Združenih držav Amerike. In leta 1991, med prvo zalivsko vojno, smo popustili ameriškemu pritisku in nismo šli v vojno. In med številnimi operacijami, ki smo jih imeli proti Hezbolahu, zagotovo pa tudi proti Hamasu, so nam Združene države vedno rekle, naj prenehamo. Amerika nam je naročila, naj ustavimo vsako vojno in vsako operacijo, ki smo jo imeli od leta 1956 naprej. In vsakič, ko smo popustili temu pritisku, smo bili deležni preziranja. Vsakič, ko smo se uprli, smo dobili spoštovanje. Vojna leta 1966 je klasičen primer. Predsednik Johnson si je zelo odločno želel, da ne gremo v vojno. In postal je največji prijatelj Izraela 7. dan te vojne. kaj torej leta 2026 pomeni upreti se Beli hiši? Mislim, Bela hiša pravi, če bo Hezbollah še naprej delal severni del te države neprimeren za bivanje in bodimo pošteni glede tega. Ne vem, če imate otroke, ampak če bi imel Ariel... Imam 2 majhna otroka. V redu, bi se danes preselil v Matulo? Ne. V redu, torej, s tem zaključujem. Severni del te države je neprimeren za bivanje. To ni strateška grožnja. To je eksistencialna grožnja za to državo. Če zgubimo sever, smo končali. In Hezbollah bo to vedel, ker lahko rakete Hezbollaha dosežejo daleč preko severne Galileje. Dosežejo lahko Ashdod, Ashkelon. In to bodo dobro razumeli. Torej je to eksistencialna grožnja. Torej nimamo nobenega manevrskega prostora, nimamo druge izbire, kot da branimo sever. Zdaj pa bo to, v skladu z memorandumom o soglasju, zagotovo povzročilo soočenje s Trumpovo administracijo. In ga je. Mislim, po poročanju naj bi predsednik uporabil različne kletvice, ko je kričal na Netanjahuja, ker je nadaljeval z bombardiranjem Dahije, Hezbollohovega poveljstva v Bejrutu. Nimaš izbire. To ni samo politično preživetje za Netanjahuja. In če tega ne stori, bo zagotovo izgubil volitve. Ampak gre za preživetje te države. Tako da, ja, moramo se postaviti zase in mislim, da bomo na koncu dneva, če se postavimo zase in ne popustimo takšnemu pritisku, zaradi tega dobili več spoštovanja kot pa manj. Torej, ali to pomeni bombardirati Iran, kadar Izrael meni, da je to primerno, ne glede na stališče Washingtona? Mislim, da ste, oprostite, če to rečem, nekoliko mladi. Morda se ne spomnite filmov o umazanem Harryju s Clint Eastwoodom iz 70. let. Vem za nje. Imel je slavno izjavo, rekel je zlikovcu nekaj takega. Kar potegni sprožilec. Polepšaj mi dan. Polepšaj mi dan. In to rečem Irancem. V redu. Če Hezbollah nadaljuje z raketiranjem, pošiljanjem dronov na optična vlakna nad Galilejo, ne samo na naše enote, ampak na Galilejo, nimamo druge možnosti, kot da odgovorimo silovito. Če bo Iran na to izstrelil rakete na nas, bo to naša priložnost, da naredimo stvari, ki jih med vojno nismo naredili. V redu. Torej, vi. To zveni dovolj odločno. V redu. Ja. Ampak to, kar govorim, ni politično stališče. To ni niti strateška analiza, to je realnost države Izrael. Torej, obramba Izraela za vsako ceno. Ja, ker gre za obstoj države. Prav, gre dobesedno za obstoj države. In nihče ne bo, nihče, ne ti, niti, veš, veliko ljudi, ki imajo majhne otroke, se ne bo preselilo v Matulo, se ne bo preselilo v Kirjat Mono jutri. Prav. Zdaj ne samo ti, celo memorandum o soglasju vzpostavlja to povezavo med Iranom in Libanonom. In želim te popeljati, v bistvu vidimo, da Trumpova administracija govori z 2 glasovoma. Ena, obstaja pot, ki jo vodi J.D. Vance za pogajanje z Iranom, memorandumom o soglasju, ki, kot ste navedli v prvem odstavku, daje Teheranu v bistvu zadnjo besedo glede razmer v Libanonu. In potem imate alternativno, vzporedno pot,
ki jo je predstavil in spodbujal ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki spodbuja neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom, najprej za razorožitev Hezbolaha in nato morda za mir. Torej moje vprašanje. Po eni strani bi se to lahko zdelo kot neskladna strategija, ali pa po drugi strani to bi lahko bila nekakšna zvijača, da bi Iran zvabili k podpisu memoranduma o soglasju, tako da bi rekli, tukaj imate to povezavo z Iranom. Toda v resnici, če sledite alternativni poti med Izraelom in Libanonom, se potem vrnete k Irancem in rečete, glejte, to sta dve suvereni državi, ki sta dosegli dogovore med seboj. Ne moremo preprosto vsiliti, prav tako vi ne morete vsiliti svoje volje nad njima. Morali bomo pustiti, da se ta pot razvija neodvisno. Na kateri od teh scenarijev gledate? In odgovor na to je spet, ali pa pomanjkanje strategije. Da, odgovor na obe vprašanji je da. Želite eno ali drugo. Pravzaprav gre za oboje. In obstaja strategija. In obstaja strategija. To je klasično. To je klasično, Donald Trump. To je klasično. Vse drži v popolni negotovosti. Nihče ne ve, kam gre. Ali podpira pot J.D. Vansa, ali podpira pot Rubija. In vsi so zmedeni. In veste, v tem je določena prednost. Mislim, da je bila moja kritika izraelske obrambne politike dolga leta ta, da smo postali povsem preveč predvidljivi. In Donald Trump je običajno nepredvidljiv. V redu. Mi v Izraelu se moramo pripraviti na vsak scenarij. To je naša suverena odgovornost. Ali veste, scenarij, v katerem Združene države in Iran dejansko skleneta sporazum na podlagi memoranduma o soglasju, je zelo malo verjeten. Vendar se moramo pripraviti tudi na ta scenarij, v katerem bo Iran prejel desetine in desetine milijard dolarjev in veste, kam bo ta denar šel. In jedrski program bo morda nekoliko odložen, ne vemo. Toda drugi vidiki, ki smo jih želeli doseči v tej vojni, balistične rakete, podpora terorizmu, ne bodo obravnavani. In morali se bomo pripraviti na naslednjo vojno z Iranom. Prav? To je en način, kako to narediti. Drugi način pa je, da administracija poskuša to zavleči preko novembrskega roka vmesnih volitev in potem bo predsednik bolj svoboden, njegove roke bodo proste za sklenitev dogovora. Mislim, da Iranci niso tako neumni, da bi čakali, da se to zgodi. Zapletli se bodo v spor z Donaldom Trumpom še pred tem, da bi cene goriva v Združenih državah znova narasle in s tem dali demokratom večjo možnost za zmago na teh vmesnih volitvah ali vsaj boljšo možnost. Ne vemo. To je tisto, kar vemo, prav? Kar vemo je, da ta dogovor z Libanonom priznava prisotnost IDF na južnem delu države, ne zahteva umika, priznava naše potrebe. Pavel sploh ni v tem, ja. To je res odlično. Ne, to je izjemen dosežek in priznava, da imamo pravico in dolžnost, da se branimo pred Hezbolahom, ter poziva, upajmo, da bo pozval k razorožitvi Hezbolaha. Vse to je dobro, ampak navsezadnje vodi pot v Bejrut skozi Teheran, Islamabad in Doho.